Dobrodošli spet v oddaji. Ta teden z menoj je Žiga X Gombač. Pozdravljen. Sem rekel X? X kot straight edge, tak zdrav, pozitiven način življenja, brez drog, brez alkohola, s pozitivnim odnosom do življenja, izhaja pa iz subkulture punk rocka, torej veliko hrupne in tudi uporniške glasbe. Se pravi straight edge, oster Ja, rock. ostro razilo, to je tako, ko se je revolucionarni naboj punka zaradi alkohola in pa ostalih nedovoljnih substanc začel krhati, so v bistvu prišla ena ekipa mladih fantov, ki je rekla, brez tega tudi lahko zmoremo, oziroma samo brez tega bomo ohranili pač revolucionarno bit tega gibanja, ki je nujno potrebna svetu kot takšnemu, in če ne bomo zaželi pri sebi, če ne bomo sprememb naredili pri sebi, ne bo čisto nič pomagali. In so v bistvu začeli tako, da so opustili alkohol, droge, agresijo ali kakorkoli, ki se sprošča mogoče na punk rock koncertih, in so v bistvu s trezno glavo šli na svet kot takšen. Se pravi, vse, kar ti preostane v tej točki, je ustvarjalnost. Ustvarjalnost se v bistvu bogati na tak način. Vse to je moja izkušnja. Zanimivo. Se pravi, pri romanih se podpisuješ z X. Posod v javnem življenju, naprimer, sem X. Ja. Kako pa gledaš na družabno omrežje X? Si aktiven tam? Zadnje čase vse manj, odkar je X. Tako, Twitter. Zgubil neko težo kredibilnost. Kakšno informacijo tu pa tam še poiščem, kakšni debati še sledim, ampak zavedam pa se, da na tem bdi neko oko, ki ima pač svoje namene in pa tudi, recimo temu, moralne izhodišča. Sumljive namene. Ja, mislim, za neko vse splošno kontrolo, ampak ali bova res začela že s teorijo zarote? Nikakor. Mogoče sem hotel samo te vprašati, kako v življenju udejstvuješ ta življenjski, to maksimo straight edge. Prav pride zaradi tega, ker te vedno ohranja v trenutku, vedno si v stiku s sabo, vse, kar vidiš, je maksimalno sprejemaš trezno in lahko tudi na tak način obdelaš informacije, občutke, čustva ali kakorkoli. In se mi zdi, da le na tak način lahko potem tudi od sebe daš tisto, kar najintimnejše ali pa iskrenejše, kar res premoreš, kar je pa pri pisanju, sploh za otroke, pa tudi sicer, kar verjetno veš tudi sam, neka osnovno orodje naše, oziroma osnovno izhodišče, ki ga moramo imeti. Torej, iskrenost, neka čistost, neka tudi tvoja bitnost, torej res moš počrpati globoko iz sebe, včasih tudi ne veš čisto točno, od kje je prišlo na list papirja, in to v bistvu predočiti oziroma predati bralcem. Vedno rad vprašam, ne vem, če imam pred seboj pisatelja, glasbenika ali pa nekoga, ki izvira iz nečesa, ki ima bogato preteklost. Vsakdo začne z nekim idolom svojim, ali z nekim vplivom. Tvoje otroštvo je bilo prepojeno s kulturo, z kulturnimi vplivi, z navdihi temi in drugačnimi. A je nek vpliv iz tega bazena navdiha otroškega, ki te je potegnil to, da si rekel, jaz bom pa pisatelj. To me vedno zanima. Vse se je zgodilo, vse, kar se mene tiče, tako nekako organsko, pa tudi neko ščepcem upora. Mogoče ravno do tistih, ki so me uvedli v ta kulturni svet. Mogoče moj oče je bil direktor Narodnega muzeja, vedno smo hodili, ne vem, v Cankarjev dom opere, to je pač nek moj vsak dan, doma smo imeli bogato knjižnico. Ampak meni se je mogoče ta tablirana kultura mogoče vedno malo upirala, tako se mi je zdela nekako fake oziroma nepristna. Predvsem zaradi ljudi, ki so hodili tja daleč od tega, od vsebine. Zaradi izvajalca ali pa vsebine, ker je bila pač vedno mojstrska, ampak meni je šlo vedno, pa še vedno mi gre mogoče malce na živce odnos ljudi, ki ga imajo do kulture. Takšen ali drugačen. In se mi je zdelo to nekak svet, predvsem zaradi gledalcev, seveda ne do umetnikov, ker jasno so bili to najboljši možni umetniki, še vedno na teh istih krajih, ki jih zdaj opisujem, ali pa tudi kje nastopam sam, srečujem ljudi, ki so res vrhunski mojstri pač ustvarjanja oziroma svojega poklica, poslanstva tudi. In zato sem v bistvu začel ravno takrat, v nekih mladih letih se je odprla oziroma ratala oziroma poskotala Metelkova, kjer sem pa jaz najdel nekak ta svoj prostor, recimo temu, da izmenjave mnenj, izražanja, debat, tudi spoznanj in pa v bistvu oblikovanja nekega širšega pogleda na svet, ki ga imam tudi zdaj. Se pravi, iz punk kulture, tudi straight edge, kako so se prej pogovarjala, v bistvu nekako moja osnovna podstat, da jaz, ki se lotevam tudi ustvarjanja svojega, ampak ne mogoče v smislu, dajmo spremeniti svet, pa naj stane, kar hoče, ampak
v mogoče malo bolj globjem dojemanju pa izražanju do sveta, v smislu, ne vem, nekih vrednot, ki jih je nujno med obstanemo kot posamezniki ali pa družba ali pa v nekem odnosu, v nekem posluhu drug do drugega, ampak seveda tudi ob nekem uporu, ki ga pa more prežemati vse, kar počneš, zaradi tega, ker se ne smeš, če mene vprašaš, skladati z nekimi normami, zakoni, ja, ne, ampak vedno z nekim dvomom v njih in pa z nekim, ne vem, splošnim tistim, kar je bilo sprejemljivo in pa dobro. Omenil si odjemalce, ki so ti bili, mislim, s katerim si se verjetno težko poistovetil. Ja, In jaz sem podobne probleme videl danes v klasični glasbi. Publika ljudi, ki so tam, ne bom rekel proti svoji volji, bi bili pa veliko njih radi drugje. Ja, mislim, tam so zato, ker je treba biti, ker je to dobro, da se jih opazi, ne zaradi razlogov, ki niso pravi. No. To mislim, ampak kaj pa rešitev potem takem? Oziroma, kaj je razlog, da je do te situacije prišlo? Ker ta dela, ki so takrat nastajala v preteklosti, govorim o glasbi, govorim o teatru, o operi, so bila narejena za ljudi, ampak teh ljudi danes očitno več ni potem takem. Jaz mislim, da tudi so še vedno prisotni med publiko, še vedno so ljudje, ki imajo odnos, ne vem, do teatra, do klasične glasbe, do opere in so tam prisotni, tudi nekako pridejo tja in čutijo, razumejo in tudi zaradi odnosa, recimo kilometrine izkušenj, neke naklonjenosti do tega pač klasične, če ga rečeva klasične umetnosti, so tam in pa jim je to všeč in jih to na nek način poteši in je to povsem, mislim, sigurno in fajn in neka publika bi recimo temu rekla zdrava. Ampak jaz takrat sem bil kot otrok, mlajši, potem sem videl zraven, da so bili pripeti neki sponzorji, pa sem se sprašal, zakaj Cankarjev dom rabi donatorje, zakaj mora biti zraven neka banka, zato da pride vrhunski, ne vem, izvajalec na oder. Take zadeve, ki so me v bistvu nekako, seveda se to z leti pol kasneje umiri, vidiš, razumeš, sprejmeš tudi, no, čeprav ne čist sprejmeš, ampak sprejmeš z nekim uporom ali pa da si misliš svoje, ali pa da pol koncu tudi izraziš nekako nekje v nekem umetniškem delu, mogoče skozi humor ali pa nekim hecom, gegom, kaj tacga. Okay. Ampak ljudje, kakšna je rešitev, jaz mislim, da to dejansko mora ostajati in ne vem, videli smo, kako smo potem zahlepeli nekih 5 let nazaj, ko je bila korona in ko tega ni bilo, da smo ljudje naenkrat začeli iskati, kaj pa zdaj, dobro. Če si bil bralci, se lahko zatekel v knjigo, nekaj bo potem tudi online zadev, ampak ta živi moment izkušnje z odra se mi pa zdi, da nam je zelo, zelo umanjkal in rešitev, da bi čisto elito nagnali iz tega ven, ni. Okay. Iz publike tudi mora biti, ker pač poganja kolo, vsa velika umetniška dela so imele neke mecene ali pa neki ustvarjalci med ljudmi, ki so imeli denar, pa mogoče tudi nek posluha, ampak recimo temu, da jih lahko elegantno spregledamo, kot izvajalci, oziroma smo jim hvaležni na nek zrel način. Kakšen odnos imaš pa do svojega, bi rekel, ustvarjalnega elementa v sebi? Ker ti si bil že zelo zgodaj, kot sem razumel, v knjižnici Otona Župančiča si improviziral pravljice. Ja. Kakšen je tvoj ustvarjalni proces v smislu, lahko improviziraš zdaj na licu mesta 5-minutno pravljico? Če ima čas, lahko tudi 45-minutno. To si ne predstavljam. Se pravi, nekaj, s čimer se rodiš. Mislim, veš, kako je? Dejstvo je, da jaz s temi pravljicami nastopam po šolah, bralna značka, podknjige in tako naprej, in da moram znati biti prepričljiv na odru, ko ti šola pripelje 200, 300, včasih tudi več otrok in reče tukaj pisatelj, Žiga X. Gombač, in zdaj se bom predstavil vam, zakaj dela in zakaj piše. In potem imaš ti tam 300-400 otrok, ki jih moraš 45 minut držati v nekem, recimo temu, da moraš preživeti, hkrati pa moraš tudi dati neko ljubezen zasijati, recimo temu, da seme nekega, pa ne samo branja ali pisanja, ampak na splošno umetnosti, ustvarjanja, tudi mogoče zavedanja samih sebe konec koncev. No. Vem, da je to naprimer v šoli šola dala meni in v šoli, ravno v šoli, v osnovni šoli sem jaz sestro, mlajšo, spremljal na te ure pravljic, ker je bilo strah biti tam noter. Sem bil jaz tam, ampak sem bil vedno za glavo večji od drugih, ker sem bilo tako malo, sem rekel, mami, ja res moram. Mama je rekla, moraš, pač tvoja sestra. Jaz sem pač tam sedel enkrat, dvakrat, pa me je pa knjižničarka v bistvu povabila, da sem jaz začel pripovedovati pravljice njim, ki so bile meni ljube. In jaz sem se v pravljicah vedno počutil ob pravljicah mirnega, tako potolaženega, vedno sem najdel noter neke odgovore, tudi mogoče za krivice sveta, ki se dogajajo, ti, ki si mlad v šoli, ne vem, ali te starejši fantje čakajo pred šolo, pa ne veš zakaj, ali te punca ne mara ena, ki si všeč, ali pač
jo zasiplješ s pozornosti, pa se to ne vrača nazaj. Skratka, kot mladi človek doživiš veliko ene frustracije, težko je odraščati. In prepričan sem, da ravno tako, kot so v naših cajtih bilo težko odraščati, zdaj so neke zadeve podobne. Ampak jaz sem v knjigah, v zgodbah najdu naprimer neke odgovore, neko tolažbo, dejstvo, da se to dogaja tudi drugim, pa da nekako preživijo, tudi kako preživijo, mogoče nek nasvet. Predvsem pa sem vsak večer v teh najtežjih cajtih, nekje pred koncem osnovne šole, potem pomiren zaspal. In to se mi zdi, da je bilo neko tako spočetje, torej te ure pravljic, pa potem dejstvo, kaj mi je knjiga dala, za naprej, da sem vedno do pravljic gledal nekako tako z neko hvaležnostjo. Zgolj in izključno hvaležnostjo. In ko so se rodili moji otroci, sem nekako se je v mestu malo umirilo, srednja šola, faks. Ko so pa prišli moji otroci, se je pa nekako prebudilo, vrnilo v moje življenje na nek najbolj organski, spontan način. Začel sem pripovedovati zgodbe, ko so šli oni spat. Najprej tuje, potem svoje. Sem se spomnil točno, vse sem to že enkrat govoril. Tudi v šoli, v osnovni šoli sem bil res kar precej živahen, torej lump, doskrat na robu dovoljenega kršiti pravila, se z mizo spuščati po šolskih stopnicah in tako naprej. Tudi to. Tudi to je zapisano v knjigah, ampak me je vedno ven vleklo to, da sem bil pač zgovoren, da sem znal dobre spise pisati, povezovati šolske predstave, organizirati gledališke igre in take stvari. In sem vedno tukaj najdel neko pot, v katero jaz lahko grem. In ko sem se začel naenkrat spraševati točno, kaj delati v življenju, je to nekako prišlo nasprot k tej in stalo z mano, kot en hvaležen, zelo dobrodošel sopotnik. No. Tako da je ta nek moment nekega rojstva zgodbe, jaz ti zdaj ne vem povedati, kako se to zgodi, kako se rodi, ampak naenkrat je tako nek dotik se zgodi, ne vem koga, ne vem česa, ne vem tudi točno čisto kdaj, mogoče se bo to zgodilo zdaj, ker sem videl, pogovarjava, osnovni navdih se zgodi takrat in bo temu nekako slediš in se sestav potem zgodba, knjiga. A je to tvoj ustvarjalni proces tudi, ko ne pišeš pravljice, ko pišeš kakšen drug žanr? Ja, zagotovo. Podobno. Roman, tudi, ko pišeš roman knjižni, je tudi podobno. Tam si mogoče celo moraš biti malo bolj vpet noter, ker je to daljši proces. Naprimer, pri slikanici je tako, da ti dobiš idejo, jo razdelaš, zapišeš, potem pa se k tekstu vračaš tako, tu in tam, mogoče dobiš kakšno idejo, naprimer pa vse skupaj traja recimo pol leta. Roman pa je bistveno daljša doba mogoče, že predzgodba, da se ti prepraviš na raziskavo. Ja. Tako delam naprimer stripija. Raziskavo, se temu posvetiš, gruntaš, kako bi lahko idejo zapeljal, kam bi lahko zgodba šla, kaj bi se lahko zgodilo z glavnimi junaki. To vse postane tvoj svet. Ti padaš v svet svojega lastnega romana. Včasih, ne vem, vse meni se to dogaja, hodim po cesti pa se pogovarjam sam s sabo. Kaj pa zdaj bomo naredili s tistim zlikovcem? A bi ga vrgli čez prepad ali ga mu prizanesemo pa ga zdamo v lisice. Neke take stvari se dogajajo, ti procesi so meni tako res sveti in o njih niti nočem preveč razmišljati, ker se bojim, da bi izgubili svoj čar. Vidiš, to bi si želel. Na nek način sem ti zelo, zelo, zelo nevoščljiv. Ker jaz pa na ta način ne znam pisati. Jaz sem pa zelo matematičen in konštruiram zgodbo po sinopsisu, nimam tega. Vsak ima svoj pristop, bi jaz rekel. Za ta navdih. Saj tudi jaz si, naprimer, ko pišem roman, to so res komiselni vzorci, so tudi kdaj bo kdo kam šel, a so osvetljene njihovi karakteri, a je dovolj osvetljen zaplet in take zadeve. To so neke konstrukcije, ampak hkrati je pa navdih ali pa nek moment ali pa tudi nek šepet nekoga tujega velikokrat prisoten in jaz, ne vem, pišem, hočem napisati, naprimer, poglavje o nečem, pa potem napišem o 3 poglavjih čisto nečem drugem. Skratka, ne vem, kako se reši neka zapleta, kako bo nekdo prišel in pa rešil ti, ki so se znajdli v težavah, se pa potem razgradi še zgodba, se grem počasi tudi na začetek romana, pol še osvetljevati in tako naprej. Ti procesi so res tako pišeš na dan, intimni. Koliko ur? Ker moraš biti ja, to je disciplina. V formi disciplina. Ja. Mislim, ko se lotam, ko si vzamem za to čas, delam samo to. Mislim, dostikrat jaz potem, ko se delovni dan konča, nekje zvečer, po noči tudi se usedem, kadar ne pišem tako redno tedensko, da si vzamem redno, da prvo si odločim, da bom pa imel delovni teden, ko bom naredil celoto romana, stripa ali česarkoli.
Če sem pa naprimer doma, pa delam neke druge tekste ali pa samo zametke, se pa znam naprimer usesti ob polnoči, pa ob nekih 4 zjutraj, potem rečem, ok, zdaj pa čez 3 dni, čez 3 ure moram v službo, ne, ali pa nekaj takega. Okay. Skratka, te posrka in to je res... Si vedno pisal po noč? Si najbolj ustvarjalen bil po noč? Ja, po noči je scena nekoliko drugačna. Zdaj ne vem, ali luna še peta, ne, ali so pa posredi kakšni mogoče malo bolj kompleksni procesi. No, mislim, tako merje, lahko si bolj v dialogu s sami sabo, veš, kako je, ker roman pišeš, se stalno klepetaš sam s seboj, iščeš neke misli, rešitve, se spomniš kakšnih dogodkov, ki so se zgodili srečen, mogoče, ki so ti bili tudi nelagodni ali kakorkoli, pa potem greš, ne smeš se biti neke svoje šibkosti, bi jaz rekel, no, pri pisanju in moraš biti pripravljen iti za tem, če tudi mogoče ti je težko ali pa ti ni všeč, ampak iz tam pa pride take najbolj pristni trenutki, tudi v romanu, tudi v zapisanem. Poleg tega se udejstvuješ na radiju, ne? Ja. Imaš ljubezen do ornitologije. O, res je, še vedno, še kar. Še vedno. Ja. Pa maratonski tek. Maratonski, ja, tudi ultramaratonski. Ultramaratonski, a je to ta odgovor na to, da se po večini ukvarjaš s stvarmi, pri katerih sediš za mizo? Verjetno. Da je treba nekaj gibati. Ja, mislim, tudi ta tek se je zgodil, ne vem kako čisto točno. Mislim, da me neke zadeve sramim, da me pomirijo, pa da me tako da neke odgovore na vprašanje, katerih se sprašujem. To zagotovo pisanje je, to zagotovo ornitologija je, ki je čisto v bistvu nek statično dejanje, ki ti v bistvu hočeš z daljnogledom, teleskopom, zasleduješ naprimer neko štorklo, gledaš, poslušaš, katere so ptice, ki letijo, opazuješ naravo, probaš začutiti. In tek je pa tudi mogoče neko dejanje, ki je repetitivno, torej se ponavlja, torej korak za korakom, pa hkrati prinaša tudi neko mer in pa sproža tek, če govorimo, ali pa tudi opazovanje ptic, ali pa tudi predelovanje neke drugačne misli, kot si jih sicer vajen. No. Kaj pa pomeni ultramaratonski tek? Ultramaratonski tek je zdaj res, da mogoče nekaj let sem malce zabušal, ampak se zdaj probam spet vrniti, ker to pa zahteva ogromno časa, volje in pa predanosti, ker gre zdaj mogoče na račun nečesa drugega, pač ne vem, pustimo stati, ne? Ampak zdaj sem gotovo, da mi to manjka. Ultramaraton je več kot 42 km, torej cestni maraton poznamo 42, ultramaraton je pa recimo temu od 50 naprej, nekje. Ne? Pa tudi všeč mi je, ker je po naravi, po hribih, po divjih krajih, ki jih sicer ne poznaš, ne bi nikoli bil tam. Skratka, to je način življenja, ki je zelo drugačen, na nek način tudi primaren, ker si ti v naravi, naprimer danes zunaj dežuje, ne, če bi šel dež laufat, pač poslušaš kaplje, ki padajo. Nismo to usekani, ampak dejansko je lepo poslušati, vonjati gost takrat, gost se umiri, takrat si pa tudi živali upajo priti mogoče malo bližje ali pa niso toliko pozorne in se zgodi nekaj velikih čarobnih srečanj in izkušenj tudi zaznal. A je bilo to opisano v tej knjigi, ki ste jo izdali? Ultrablues. Ultrablues. Ja. Katere trase so tam noter opisane? Tam smo jih kar veliko pisali, pa tudi Samom Ruglem pa Boštjanom. Samo Ruglem pa Boštjanom, ja, samo je bil, midva z Boštjanom sva bila mogoče malo bolj takšna naivna. Ne naivna, ampak tako sva šla, bomo šli, pa kar bo. Samo si je pa vse zapisoval, vse podatke, trase, višince, dneve, koliko smo vmes počivali in tako naprej. Je tudi res 10 let starejši in je on tudi sam rekel, da to more početi, ne? Ampak da bo pa midva že videla, kako bo čez 10 let, zakaj je tako analitičen, ampak on je tudi bolj strukturiran. Mi sva šla pa bolj na juriš, rečemo, a ne? Pač si bil naslednji dan zmatran, nisi čisto točno vedel, zakaj, samo, ker bi bolj strukturiran, je točno vedel, kdaj treba počivati in tako naprej. Torej gre tudi za spoznavanje sebe, zagotovo pri teh tekih. Jaz moram reči, da ko sem pretekel po prvih 100 km ali pa že, ko sem se pripravil na to, sem sebe začel zaznavati bistveno drugače. Mogoče bolj zrelo, bolj globje, tudi nekako z neko hvaležnostjo, da to lahko vse počnem, da lahko vidim sončni zahod, ga spoznam, veter, ki začutim, ki piha, neke oblake, ne vem, ptice konec koncev srečane in tako naprej. In to se v bistvu zgodi spontano, brez da bi jaz doživljal neke blazne zunanje vplive in da bi potem tam skakal in bil. Ne, ampak to mi na noter, se pravi, nekako pomerja, da neke odgovore in mi tako zaradi tega se počutim boljše. Tudi mogoče sem boljši človek zaradi tega. No? Ja. Ker gre energija nekako ta tudi slaba stran. Še v planu še kakšno to ultramaratonsko traso? Letos avgusta, zdaj se že počasi začenjam tako tiho pripravljati na to, ker pač malo vreževernosti, a ne pa kakšne poškodbe ali pa kakšen projekt, da se zgodi, ker ti pač odnese vse skupaj stran. Tek okrog Triglava je, Triglav Trail Run se imenuje, tek po trasah, ki niso označene. Oziroma greš po planinskih poteh, laufaš, začneš v Vratih oziroma
pri moji strani in potem te pot vodi, kam vse te vodi. Ne? Ampak je fantastično, lepo, čistko, pristno. Koliko dni traja? Ne, to je v bistvu začneš ob 6 zjutraj, pa prideš čez ene par ur nazaj, nov človek. Omeniti moramo še strip o Kosovilu. Strip o Kosovilu, to je pa moj najbolj aktualen projekt, ja, ki je išel, se pravi, v aprilu, torej par dni nazaj. In v bistvu je to rezultat dvoletnega dela, nekje poglobljenega dela in življenja s Srečkom. Se pravi, moral sem iti čez njegov opus z večine pesmi, on jih je napisal več kot 1000, se poglobil v njegovo liriko, vse žanre, v katerih je bil dejaven, tudi prebral sem pisma, razprave, tudi neke eseje, raziskal njegovo življenje, čeprav kratko, izjemno bogato in se ob tem vprašal marsikaj, kako to, da vsi ga poznamo, ampak dejstvo, da smo na njegove konce čakali po njegovi smrti 40 let do izdaje, zakaj je do tega prišlo. A ga res poznamo, koliko ga poznamo in sem v bistvu gotovo, da ga ne prav dost. Zato sem se pač odgovorneje lotil stvari in jih v bistvu izdal skozi jezik stripa, kar je mogoče, se srečujeta dve, jaz bi rekel temu subkulturi, torej poezija in pa strip v tem času. In se to nekako prepleta v nek zrel literarni izdelek, tako pravijo drugi, ki so ga prebrali, jaz se sam ne bi hvalil, ki ga je vredno prijeti v roko in Srečkota spoznati mogoče na malo drugačen, predvsem pa globi način, zaradi stripovske zgodbe, pa tudi zaradi poglobljene študije na koncu kolegice Mateje iz Sežane, ki ga pa pozna od znotraj navzven. Dejansko mi je ona dala ogromno enih odgovorov na moje vprašanja o genialnem umu in zagotovo vodilnemu poetu Slovenije vseh časov. Bi jaz rekel, Prešeren v redu, klasika, vsi ostali poeti moderna tudi v redu, ampak meni je Srečko Kosovel v bistvu zaradi raznolikosti, pa tudi neke genialnosti in še vedno aktualnosti, to je treba poudariti, pisal je pred 100 leti, še vedno pa je aktualen, kot da bi pisal danes, dejansko z naskokom najljubši. Žiga, najlepša hvala. Smo že na koncu. Čas naju preganja. Velja. Hvala ti za ta inspirativen pogovor, navdihujoč pogovor. Jaz bi se s teboj pogovarjal še naprej, ampak se bojim, da bova zasedla preostanek večernega programa na Planetu. Velja. In da bojo določene zadeve mogli predstaviti na 3 zjutraj. Tega si pa tudi ne želim. Hvala za vabilo tudi, in srečno. In srečno tudi. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook. Tako da, le urno.